velika nagrada Brazilije je bila nepredvidljiva, razburljiva, napeta dirka, kot ponavadi ta dirka na dirkališču Carlosa Paceja je. Pustila nam je kar ogromno tem za diskusijo in za komentarje in upam, da bom naštel vsaj tiste glavne v tem kratkem prispevku. Začnimo s tistim. Res, dirka je bila fantastična. Kar 5 izmed tistih 6 glavnih voznikov, tistih z najboljšimi bolidi, je imelo težave. Lahko so odstopili, lahko so bili udeleženi v trke, lahko so bili kaznovani. In tako tisti vozniki bolj iz ozadja, tisti iz srednje skupine, so prišli bistveno bolj naprej kot ponavadi ter zasedli zanimiva mesta. A to nič ne vzame fantastični dirki, ki jo je imel Max Verstappen, kateri je bil, priznam, v vsej napetosti, vsej razburljivosti rahlo prezrt. A Max Verstappen je bil dober na prostih treningih, bil je tisti, ki je dosegel pole position in je imel fantastično dirko. Daleč od tega, da bi samo vodil od začetka do konca. Bil je udeležen v mnogih bojih, pokazal je pravo mero agresivnosti. Ne smemo pozabiti, da je dvakrat na avtoritativen način prehitel Lewisa Hamiltona. Na tak način, kot da Lewisa Hamiltona pravzaprav ne bi bilo tam, oziroma da bi bil drug v kakem slabšem bolidu v tistem trenutku na progi, tako da mu je treba priznati enkratno dirko. Po mojem mnenju je bil on najboljši na progi, čeprav tudi drugi so pokazali izjemne predstave. In prav tu se moramo spustiti malce v strategijo. Ta je bila seveda ključnega pomena in seveda tisto, kar nam je pred dirko pokazal Pirelli, je bilo še zdaleč od tistega, kar smo videli na progi. V večini ekip so se odločili za strategijo z 2 postankoma, kjer sta bila 2 dela dirke, 2 stinta na pneumatiki soft, 1 na medium. To je večinski izbor. Tisto zadnjo menjavo pod tistim zadnjim varnostnim avtomobilom ne moremo šteti kot del strategije. No, videli smo pri glavnih ekipah, da so se šli tudi rahlo eksperimentiranje. Govorim pri Ferrariju in pri Mercedesu, žal ne bomo videli, kako bi se ta njihov eksperiment pokazal kot uspešen. Treba je poudariti pa eno dejstvo. Carlos Sainz mlajši je končal dirko kot 3. Pustimo sedaj spet okoliščine. Dirko je začel kot zadnji in njegova strategija je temeljila na enem samem postanku. Vse v redu in prav in kapo dol za Carlosa. A vprašanje je, kako bi se lahko odvila dirka za Charlesa Leclerca, če bi pri Ferrariju izbrali strategijo, da bi res tudi on začel iz zadnjih vrst na sveži pneumatiki, z verjetno tudi kako komponento pogonskega sklopa novo, več od tiste, ki jo je le imel, in kako bi se stvar razvila, če bi posnemali malce strategijo McLarena, namesto da bi šli v tiste eksperimente, ki smo jih videli na progi. Žal, to vprašanje bo ostalo neodgovorjeno. A pojdimo še korak naprej. Seveda, omenil sem Carlosa Sainza mlajšega in mnogi viri danes navajajo to, kako je McLaren po ogromnem številu let zopet dosegel stopničke. To so prve stopničke za Carlosa Sainza, kateri je, kot sem povedal, enkratno dirkal. Mnogi navajajo, kako dobra dirka je bila za oba bolida ekipe Alfa Romeo Racing, a vsi pozabljajo v večini primerov na fenomenalno predstavo Pierrea Gaslija. On je bil drugi in več kot to. Bil je drugi s tem, da je v zadnjem delu dirke, v zadnjih krogih, za sabo zadrževal Lewisa Hamiltona. Na progi govorimo, ne govorimo v primeru, kot smo ga videli kasneje, da je bil Lewis Hamilton kaznovan. Pierre Gasly ga je premagal na progi tam, kjer šteje. In prav tu pridemo do tistega tragičnega junaka te dirke. In to je Alexander Albon. Če si je kdo zaslužil dobro uvrstitev, po mojem videnju je bil on. Njegova dirka v prvem delu je bila, predvsem bom rekel, tista anonimna, čakal je na svojo priložnost, a počasu je pridobival mesta, dokler ni prišel do tistega fantastičnega drugega, kar bi vodilo v dvojno zmago za Red Bull. A srečal je Lewisa Hamiltona, kateri je trčil van v tisti vnemi, da bi dosegel čim boljšo uvrstitev in mu pokvaril verjetno eno izmed enkratnih priložnosti, seveda v tej sezoni.
Alexander Albon ima pogodbo pri Red Bullu za naslednjo sezono. A menim, da tak rezultat bi bil dober za njega, za, bom rekel, njegovo samopodobo, za motivacijo za naprej in tudi pri ekipi bi drugače gledali nanj. Vemo, da so zelo zahtevni pri Red Bullu in bi rekel, potrditev pogodbe s takim rezultatom bi bila fantastična. Lewis Hamilton s tistim trkom si je seveda zaslužil kazen. Tistih 5 sekund, ki so mu jih dali komisarji, je bilo pravilnih. A tu se zopet vračamo na neko temo, katero sem že obdelal in kolikor koga zanima, ima bližnjico seveda v opisu. Govorimo o tem, da v situaciji, ko pri Mercedesu nimajo vsega pod kontrolo, ko se dogodki na progi odvijajo v tisto smer, katero niso predvideli, delajo napake. In naredili so napake tako pri postankih, poglejmo Bottasa, poglejmo Hamiltona, kot pri Hamiltonu samem, kateri je v tistih ključnih trenutkih izgubil tisto svojo, bom rekel, treznost. Tisti trk z Albonom, po mojem osebnem videnju, je bil nepotreben. Dirke ne bi zmagal, tako ali drugače, bodimo iskreni. In konec koncu, bom rekel za Lewisa Hamiltona kot svetovnega prvaka, drugo, tretje mesto, po mojem videnju, ne naredi kakšne bistvene razlike. In seveda sedaj moramo na tisti argument, kateri zanima večino navijačev, večino navdušencev nad Formulo 1. Ferrari. Preden začnem s komentarjem, bi rad poudaril še nekaj dejstev. Po sami dirki sta bila oba voznika in seveda predstavniki ekipi klicani na zagovor pred komisarjem. In tu je bila že prva zanimivost. Ko so dobili vabilo, katerega vidimo tudi mi, boste zapazili, da je gor zapisano, da se morajo takoj zglasiti pri komisarjih, nemudoma. Ponavadi dobijo na takih vabilih urnik, zglasite se ob tej in tej uri. Druga zadeva, vidimo, ko so komisarji razsodili, da je začetek vse preiskave sprožil nihče drug kot Michael Masi, direktor dirke. Na njegovo zahtevo so morali komisarji o tem odločati. In kar se ni prvič zgodilo v letošnji sezoni Formule 1 in kar po mojem mnenju ni zdravo za Formulo 1, kajti gospod se preveč vtika v zadeve, ki niso v njegovi pristojnosti. A pustimo zdaj to. Komisarji so določili in po mojem mnenju pravilno videnje, da sta bila oba voznika enako kriva za ta sramotni dogodek, ki smo ga videli na progi. Oba bi lahko preprečila tisto trčenje, a nobenemu izmed njiju se to ni ljubilo storiti. Sedaj, mnogi boste rekli, kriv je ta, kriv je oni drugi, a ni važno. Oba sta odstopila in na koncu je krajšo potegnil Ferrari. In tudi o tem sem že govoril. Seveda, prispevek dobite tudi ta v bližnjicah, ukolikor koga zanima. A situacija je taka, da vidimo, da v vsej tej zmedeni situaciji pri skuderiji Ferrari je tisti z imenom Mattia Binotto neprimeren na svojem položaju. Spomnimo se v preteklosti, kako so marsikateri navdušenci ga primerjali z Maurom Forgherijem. Brez da bi vedeli, da Mauro Forghieri, inženir, dizajner, nikoli ni vodil ekipe in niti jo ni hotel. Zato Mattia Binotto na tem svojem mestu nima, kot kaže, dovolj velike avtoritete, da bi svoje voznike naučil, za koga vozijo, čigav interes morajo najprej izpolnjevati in kako morajo svoje lastne ambicije podrediti tistim ciljem, ki jih ima sama ekipa. Situacija je kritična in rešitve za to bojo morali poiskati do začetka naslednje sezone. Da bi Vettel pa Leclerc sodelovala, osebno ne vidim tega razloga. Edino, kar lahko še dodam, je to, da je bilo nespametno, da sta se oba voznika šla dajati med seboj za rezultat, ki bi na koncu pomenil lahko 4., 5. mesto, kajti taka je bila situacija v trenutku trka. Oba sta pokazala izjemno mejo nezrelosti, nevredno ekipe, za katero vozita. No, seveda, videli smo tudi mnogo drugih zadev, mnogo drugih zanimivih trenutkov v dirki za veliko nagrado Brazilije in seveda vsi, ki imamo radi Formulo 1, bomo tudi vnaprej z veseljem gledali
to veliko nagrado. To je bil kratek komentar seveda dirke, tistih ključnih dogodkov za veliko nagrado Brazilije. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.